V letošnji akciji zbiranja starega papirja spet najboljša osnovna šola Hudinja. S spominskim koncertom Edvarda Goršiča v Celju začetek poletja v Celju, knežjem mestu. Na Svetini mednarodno srečanje ljudskih godcev. Od peterice, ki se poslavlja od Zlatoroga, bodo kar 3 svoje kariere nadaljevali v nemški Bundesligi. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V letošnji Simbijevi akciji zbiranja starega papirja je sodelovalo 22 osnovnih in 10 podružničnih osnovnih šol. Učenci so skupaj zbrali 488 ton starega papirja, že 18. leto zapored pa so največ papirja zbrali na osnovni šoli Hudinja v Celju. Družba Simbijo že več kot 2 desetletji organizira akcijo zbiranja šolskega papirja. Učenci osnovnih in podružničnih osnovnih šol so v letošnjem letu skupaj zbrali 488 ton papirja, kar je za 139 ton več kot lani. Letos je v akciji sodelovalo 22 osnovnih in 10 podružničnih osnovnih šol. Smo veseli, da so odzivni, predvsem gre zelo pomembno za ta osveščanje, navajanje vseh naših mladih k odgovornemu odnosu do okolja, se pravi k ločevanju odpadkov, in zbiranje papirja je ena od teh akcij in smo absolutno veseli in akcijo nadaljujemo tudi v naslednjem letu. Tudi letos, že 18. leto zapored, je največ papirja zbrala osnovna šola Hudinja, njihov zbrani šolski papir pa predstavlja kar 1/4 vsega zbranega papirja v sklopu akcije. Dober kolektiv, zavzet, z izredno dobro mentorico Darjo Heiligstein, ki, bom rekel, presenetijo leto za letom, in seveda to ima tisti moment, kjer izobražujejo oziroma spodbujajo mlade k agilnosti, se pravi k ločevanju, k zbiranju in tako naprej. Po drugi strani pa seveda to tudi nekaj prispeva v šolski sklad, tudi finančno, in na ta način seveda lahko si pomagajo, bom rekel, tistim bolj pomoči potrebnim, oziroma da si privoščijo tudi kak izlet, kak boljši dan in tako naprej. Letošnji zaključek akcije pa je nekaj posebnega, saj po 40 letih dela v zaslužen pokoj odhaja gonilna sila zbiranja odpadnega papirja na osnovni šoli Hudinja, Darja Heiligstein. Za njen izjemen prispevek k ločevanju odpadnega papirja se je zahvalil tudi direktor družbe Simbijo, magister Marko Zidanšek. Samo v zadnjih 18 letih, odkar je osnovna šola Hudinja vsako leto neprekinjeno na prvem mestu, so učenci pod njenim mentorstvom zbrali skupaj 2489 ton odpadnega papirja ali v povprečju 138 ton na leto. Letos je bil drugi zaporedoma najbolj preden moj razred, 4A. Zbrali so preko 16 ton papirja. Jaz sem jim pri tem pridno pomagala, jih spodbujala. Starši so se zelo angažirali in vem, da bodo neumorno zbirali naprej. Veste, da smo imeli tehtalne akcije tudi pred šolo, 3 v tem šolskem letu. V prvi tehtalni akciji smo napolnili 3 20-kubične kontejnerje, v drugi zbiralni akciji ravno tako 3 20-kubične kontejnerje, v zadnji, to je pa malo manj časa, vmes med drugo in tretjo pa 2 20-kubična kontejnerja. Zmagovalec znotraj osnovne šole Hudinja je bil prav njen razred, 4A. Največ papirja v mojem razredu je prinesel en učenec, in sicer 3 tone 200. No, pa se še bom jaz pohvalila, jaz sem ga zbrala pa 6. Sicer pa je med osnovnimi šolami drugo mesto zasedla osnovna šola Glazija, tretja je bila osnovna šola Dobrna. Med podružničnimi šolami se je na vrh uspelo prebiti šoli Kalobje. Za njimi pa sta Socka na drugem mestu in Andraž nad Polzelo na 3. Spominskim koncertom, posvečenim Edvardu Goršiču, ki so ga v soboto zvečer izvedli na Muzejskem trgu v Celju, so se v Celju tudi uradno začele prireditve v okviru poletja v Celju 2022. Spominski koncert sta organizirala Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje ter Osrednja knjižnica Celje. Na slavnostni otvoritvi so se v spomin Edvardu Goršiču poklonile nekatere pevske in glasbene zasedbe, ki jim je v času svojega življenja legendarni Edi dal neizmerni umetniški pečat.
Hkrati pa je organizator s tem programom še posebej poudaril moč lokalnega kulturnega utripa in ustvarjalnosti. Otvoritev Poletja v Celju smo želeli, da zaznamuje to, kar pravzaprav je ljubiteljska kultura, sodelovanje vseh Celjanov v mestu, da Celjani živimo eden z drugim. In to je to, pevski zbori, ki povezujejo ljudi med sabo. Sicer pa se bo v programu celjskih poletnih prireditev, ki so ga pričeli s to slovesnostjo, z nagovorom jo je odprl pooblaščenec celjskega župana profesor Stane Rozman, kot nam je povedala direktorica Zavoda Celeje Celje Maja Voglar, zvrstilo okoli 200 prireditev. Ja, v roku 2 mesecev se bo odvilo okoli 200 različnih predstav. Od gledaliških predstav, od glasbenega programa, od dogodkov na Starem gradu Celje. Poskrbljeno bo za vse skupine Celjanov in tudi izven Celja. Tako da jaz verjamem, da si bo vsak nekaj našel v tem bogatem, različnem, pestrem poletnem programu Poletja v Celju. Kakšna pa so pričakovanja in želje organizatorjev in Mestne občine Celje v programu letošnjih poletnih prireditev v Celju? Želim si, da ljudje uživajo. To. Po teh 2 letih korone se mi zdi, da si to vsi zaslužimo. Verjamem, da bo staro mestno jedro živelo, kajti večina prireditev bo tukaj ali na Muzejskem trgu ali na Glavnem trgu, na trgu pred Metropolom, na Krekovem trgu, nekateri izmed dogodkov pa bo tudi gor na Starem gradu, ki je enkratno prizorišče za večje dogodke. Več o dogodku pa v naši oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Na Svetini je bilo minulo soboto izjemno živahno. Tam se je namreč odvijalo mednarodno srečanje ljudskih godcev, ki so ga tokrat združili z inkluzivnim pohodom slepih, slabovidnih in gibalno oviranih. Ob domačih glasbenih in plesnih skupinah ter društvih so tokrat na Svetino prišli tudi muzikantje iz Pliberka. Društvo harmonikarjev, kitaristov, basistov in ljudskih pevcev srečanje ljudskih godcev pripravi vsako leto. Tokrat so se srečali na Svetini. Mi smo povabili skupine, da se odzovejo. Imamo skupine z ljudskimi inštrumenti, vse skupaj je namen tega druženje, spoznavanje in izmenjava kontaktov in da se en druga še kam drugam povabijo, ne samo na en mest. Na srečanju smo tako lahko že na začetku prisluhnili svetinski godbi, si pogledali nastope folklornih skupin Lipa Štore in Desanka Maksimovič iz Celja. Nato so se predstavili različni glasbeniki in ljudski godci, med njimi tudi gostje iz Pliberka. Se zelo veselimo, da smemo spet med vam se združiti in zaigrati. Ja, mi smo iz Pliberka in smo člani obmiznih muzikantov. Naša članarina je okoli 100 članov šteje in zelo seveda radi igramo in se družimo med ljudmi. Največ imamo ljudsko glasbo, seveda so veliko nemške govoreči, ki nemške glasbe tudi igrajo in pa tudi veliko slovensko, ki slovensko viže, slaka pa vse sorte tudi igramo, seveda. Pliberk kot tako je zelo kulturno afino, se pravi, pri nas se kultura dogaja in prav ti glasbeniki, kateri pri nas imajo to, kako bi rekel, omizje, se srečajo vsak mesec in tudi občina podpira to srečanje, ker mislimo, da je važno, da ljudi na preprost način pridejo skupaj in tam prav se pravi, da se razvedrijo, malo zaplešejo, godba zaigra in tako naprej. Jaz mislim to, kaj imaš lepšega. Tokrat so srečanje ljudskih godcev združili s pohodom invalidov. Odbor In planinec deluje pri Planinski zvezi Slovenije. Potekalo je super, imeli smo 2 manjši skupini, ki sta prišli do sem. Skupina slepih in slabovidnih in nevrorazličnih je šla po planinski poti, gibalno ovirani pa so štartali iz Celjske koče in so prišli sem na Svetino. Mi smo imeli čudovit postanek, smo si ogledali tudi cerkev in potem prišli sem na prekrasen razgled, na dobro hrano in pa
na dobro družbo. Naš moto je, da omogočimo za vse možnosti, da pridejo na razglede, da se pridejo podružiti, da uživajo v soncu, danes seveda na srečo tudi v dobri glasbi, ki bo sledila, in s pomočjo prostovoljcev nam to vedno uspe. Brez njih bi tudi jaz danes ostala doma, ker bi mogoče lahko samo enega peljala in to enostavno ni možno. In tu je zdaj nekaj. Mreženje, nevladne organizacije, različne invalidske, humanitarne, različni rodovi, torej medgeneracijsko, za družine prijazno. Poglejte, današnji pohod, vsega je imel. Od Celjske koče lepo, da tole prekrasno svetino in tle gor. Pa krasota in ta razgled. Narava, lepo gor, kaj zveš. In ljudi je samo poln nekih, rečemo, dobrih vtisov. Zbrane je pozdravil še štorski župan Miran Jurkošek. Sem vesel, da so zbrali, bom rekel, svetino za to prireditev, kajti, kot že sam na govoru dejal, v bistvu dejansko za svetino pravijo, da, bom rekel, ni hiše, kjer ne bi saj en igral kakšen inštrument. Jaz sem dejansko tudi urejen na svetini, bom rekel, bi bilo več kot en muzikant v sami družini in se še. In dejansko je svetina tista, ki je v bistvu dejansko ima svojo godbo znano po Anzeku in sem vesel, da sem se odločil za svetino, kljub seveda pa še takšno vreme kot je, in jaz sem prepričan, da bo to tudi naslednja leta še kdaj prišli na svetino. Kar se pa tiče seveda Planinec Go Go, tudi to sem vesel, da so tle. Občina Štor je lani prejela listino občine po meri invalidov, v tem letu prostovoljstvo prijazna občina in je prav, da se to tudi omeni, da se pove, da občina tem dela, ker nekaj let smo temu trdo delali in sem vesel, da so danes tudi Planinec Go Go na svetini in res dobrodošli in čim da ne ostane tle, ker je lepo in tudi vreme smo zrihtali. Sobotno druženje je minilo v prijetnem vzdušju, zbrani pa so obljubili, da se ob podobni priložnosti znova srečajo. Kot smo že poročali, bo rokometni klub Celje Pivovarna Laško v novo sezono vstopil 6 novinci. Le-ti bodo skušali čim bolje zapolniti vrzeli po odhodu peterice rokometašev, ki so se ob koncu sezone poslovili od celjskega dresa. Srb Stefan Terzić je v celjskem dresu odigral eno sezono. Po 2 se je Zlatoroga v nemško Bundesligo k Veclarju seli 19-letni črnogorski reprezentant Radojica Čepić. Po evropskem sem dobil ponudo iz nemškog Veclara. Ta ekipa je odlična in mislim, da treba da pokušam da napravim naslednji korak v svojoj karijeri. In ne vem za dalje, da li se bom vrnil v Celje, to bo vreme odločilo. Čepić je na 57 tekmah za celjski klub dosegel 100 zadetkov. Nas je v reprezentančnem in klubskem dresu opozoril predvsem v zadnji sezoni. Zelo sem zadovoljen, kako sem napredoval tu sezono. Dobil sem več priložnosti kot prej. Uspel sem se vklopiti v ekipu in pomagati jim, da vrnemo naslov prvaka v Celje. Po 8 sezonah in 11 osvojenih lovorikah se v Bundesligo Gummersbachu seli Tilen Kodrin. V dresu Celja je na 338 tekmah zabil kar 958 golov. Bil je čas, da probam nekaj novega, da se sprobam še v eni drugi ligi. Moram reči, da sem izjemno motiviran, se veselim, da odhajam, po drugi strani sem tudi izredno ponosen, da sem bil član te ekipe 8 sezon. Drugič v karieri se od celjskega dresa poslavlja Vid Poteko, ki prav tako odhaja v Nemčijo. Njegov novi klub je Göppingen. Ko sem bil v mlajših selekcijah ali pa na začetku svoje rokometne poti, sem imel 3 cilje, se pravi, da postanem igralec članske ekipe Celja, da zaigram za slovensko reprezentanco in pa da bi nekoč igral v Bundesligi. Mislim, da se mi je v najboljših rokometnih letih uresničila še ta 3. želja. Vsi vemo, za kakšno ligo velja Bundesliga. Verjamem pa tudi, da v Celju še nisem rekel zadnje besede.
Zadnja sezona, v kateri so Celjani v Knežje mesto vrnili naslov državnih prvakov, je bila za Poteka 10. v celjskem dresu. Mislim, da smo skozi celotno sezono predvsem kazali neko stabilnost in konstantnost napram lanske sezone, ko smo v zaključni fazi nekoliko popustili. Osvojili smo tisti primarni cilj, naslov državnih prvakov, ki prinaša Evropo. Nekoliko smo mogoče razočarani bili, želeli smo imeti dvojno krono, torej še pokal, ampak če bi mi na začetku nekdo ponudil državni naslov, bi vzel tudi to. Vsi trije naši sogovorniki so imeli ob slovesu posebno sporočilo za navijače celjskega kluba. Želim da im se zahvalim za svu podršku koju su mi dali i pružali i puno im hvala. Pa naj še naprej tako pridno polnijo Zlatorog, naslednje leto se vrača Liga prvakov. Mislim, da bo dosti spektaklov in naj pridejo podpret naše fante. Sem hvaležen, da so me vseh 10 sezon spodbujali, ne samo mene, tudi klub, ki je hodil čez, tako rečem, razburkano morje. In pa naj v naslednji sezoni pridejo čim večje število. Celjani bodo novo sezono v državnem prvenstvu začeli 10. septembra z gostovanjem pri novomeški Krki. V naslednjih dneh v vodstvu celjskega kluba pričakujejo odgovor Evropske rokometne zveze glede poslane prošnje za igranje v Ligi prvakov. Jutri bo na zahodu precej jasno, drugod bo prehodno nekaj več oblačnosti. Popoldne ali zvečer bo možna kakšna nevihta. V zahodni polovici Slovenije bo pihal jugozahodnik, drugod veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Vroče bo, popoldne bodo nastale vročinske nevihte. To so bili ponedeljkovi dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, lep in prijeten večer. Nasvidenje.